Mogoče najpomembnejša razlika od rakov, o katerih ste zdaj govorili, da je rak prostate res počasi poteka. Zelo velika večina teh rakov prostate pravzaprav nizkomalignih in do 15 letih šele preidejo v metastatsko fazo in potem smrt. Ravno zaradi tega je treba potem, tako kot je že tudi sogovornik iz video povezavi iz Nizozemske povedal, se s tem divjim oportunističnim presejanjem, predvsem zelo stare populacije, ne dela neka posebna korist, ampak se ljudi obremenjuje z diagnozo, kakšnega posebnega zdravstvenega učinka pa te moški ne bodo imeli, ker bodo umrli od drugih bolezni. To je prvo. Drugo, prej ste pri raku pljuč tudi omenjali glede teh, kako nasloviti posebno skupino, ki ima več dejavnikov tveganja. Pri raku prostate na žalost eden ali pa največji dejavnik tveganja je starost, tako da tukaj sicer ni problem nasloviti te skupine, je pa res, da staranje prebivalstva in tega raka prostate vedno več. Znotraj te skupine mogoče je najlažji poiskati ali tudi nasloviti. Tukaj pričakujem, da bo pri presejanju morda bodo moški tudi sami pomagali, pa njihovi sorodniki. Torej, eden izmed dejavnikov tveganja sodejavnikov je družinska obremenjenost in tukaj bi se dalo verjetno nasloviti morda tudi tiste sorodnice z nekimi BRCA mutacijami, ki povzročajo rak dojke, da se opozori svoje sorodne moške na povečano tveganje za raka prostate in mislim, da s tem delom populacije tukaj ne bo težav. Žalostne zgodbe so predvsem na obeh straneh, torej 90-letni moški, ki mu naredijo PSA, vsi zaradi tega, ker se je sam to zaželel, veliko pogosteje se to zgodi, ker so svojci to prebrali ali pa slišali v dnevniku, ali pa se mogoče njegov izbrani zdravnik slučajno izobraževal takrat in je potem gospodu naredil PSA, ki je bil morda malo povečan in ta rak prostate, ki bo seveda diagnosticiran, potem ko enkrat imaš izmeren PSA, padeš v to kolesje diagnostike, ki ni tako benigna oziroma neinvazivna, to moramo povedati, z biopsija in z vsemi zgodbami. Po drugi strani imamo pa moške, ki pa ne zahajajo zdravniku, so stari mogoče malo čez 50 let in potem pridejo zaradi simptomov, žal še vedno simptomov napredovale, pa so metastatske bolezni za PSA vredne kosti 100.000 ali celo 10.000. Skratka, te zgodbe tudi imamo in mislim, da ravno presejalni program bo našel te moške, predvsem v mlajših letih, ki bodo od presejanja, recimo tam pri 50. letu ali pa tisti, ki imajo večji tveganje že pri 40. letu, odnesel največ, ker se bo rak ugotovil v začetnem stadiju.